Ljubljanski grad stoji na griču, kjer čas od nekdaj teče počasneje in bolj zavestno. Zeleni grič so ljudje naseljevali in obiskovali tisočletja. Zakaj prav tu? Višje je bilo varneje in pogled je segal dlje. Na grajski planoti so najprej postavili leseno utrdbo. V 13. stoletju jo je nadomestila kamnita trdnjava. V 15. stoletju so jo porušili in na istem mestu zgradili današnji grad, simbol moči mesta, ki je pozneje izgubil sijaj. Leta 1970, ko smo stopali zapuščen grad, imel ta res žalostno, opustošeno, precej strašljivo podobo. Bil je, kot rečeno, sramota mesta. Vendar v razpadajočih zidovih ni bila le žalost. Bila je skrita moč. Drzna arhitekturna prenova, ki je trajala več kot pol stoletja, je prinesla pionirske rešitve in grad vrnila mestu. Nekateri nas, ki smo zaposleni na gradu, vidijo kot varuhe zgodovine, pri tem pa je potrebno poudariti, da so pravi varuhi zgodovine tisti, ki so pri zadnji obnovi uspeli izluščiti tisto, kar dela ta grad res posebnega. Kako so arhitekti ohranili nepoškodovane fasade kljub obsežni statični sanaciji? Kam so skrili inštalacije nujne za sodobno delovanje gradu? Kako je živa skala postala del novih 4770 kvadratnih metrov podzemnih prostorov? Kako so strehe postale lažje in višje kot prej? Ravno v sklopu te strehe smo uporabili matematične metode. Takrat je bilo to revolucionarno, še nihče ni računal razen statike v arhitekturi in gradbeništvu z matematičnimi postopki. Grad je bil in je še vedno naš učitelj. Kaj na ljubljanski grad vsako leto privabi več kot 1 200 000 obiskovalcev? Da lahko danes našo bogato kulturno dediščino z vsemi vsebinami in programi približujemo obiskovalcem, je ključno, da so vsi zgodovinski prostori namenjeni javnosti ter prenovljeni v večnamenske prostore. Grič je znova postal hrbtenica življenja pod njim. Os, po kateri se Ljubljana dviga in diha. Grad pa je zaživel kot prostor preobrazbe, srečevanj in veličastnih razgledov. Prav na grajskem griču danes sije krona nad mestom, Ljubljanski grad. Na grajski planoti je sprva stala lesena utrdba, ki so jo v 13. stoletju Španhajmi nadomestili s kamnito trdnjavo. 200 leti pozneje je cesar Friderik III. Dal staro utrdbo porušiti in zgraditi večjo, sodobnejšo trdnjavo. Njen tloris je viden še danes. Kot zgodovinarja me pri Ljubljanskem gradu mogoče najbolj gane njegova trdoživost. Preživel je številna burna obdobja, ki so ga ne samo zaznamovala, ampak tudi nekoliko spremenila. V drugi polovici 15. stoletja je bil zgrajen kot trdnjava ter kot občasno cesarjevo bivališče, kasneje tudi rezidenca deželnega glavarja. Ko turška nevarnost mine, se začne njegov postopen upad. Ljubljanski grad je uporabljen kot skladišče in vojašnica. Skoraj celotno 19. stoletje služi kot kaznilnica, v prvi polovici 20. stoletja vse do začetka obnove pa je uporabljen kot socialna stanovanja za družine iz družbenega obrobja. Vsako izmed teh obdobij je Ljubljanski grad nekako zaznamovalo in ga tudi arhitekturno preoblikovalo. Materialna dediščina ali materialna substanca na Ljubljanskem gradu je bila zelo slabo ohranjena, ker je šel grad skozi toliko prenov.
Zidovi so nosili sledi številnih prezidav, izgub in razkroja, a v njih je bila tudi skrita moč. To je prepoznal arhitekt Edo Ravnikar mlajši, ki je leta 1969 zmagal na javnem natečaju za prenovo Ljubljanskega gradu. Po dobljenem naročilu je pri Zavodu za ureditev Stare Ljubljane ustanovil biro za obnovo Ljubljanskega gradu, kjer sta se mu pridružila arhitekta Majda Kregar in Miha Kerin. Skupaj so začeli dolgotrajen in zahteven proces celostne prenove gradu. Njihovo delo se je pozneje nadaljevalo v okviru arhitekturnega biroja Ambient. Leta 1970, ko smo vstopali v zapuščen grad, imel ta res žalostno, opustošeno, precej strašljivo podobo. V zadnjem stoletju in pol je imel grad namreč zelo agresivne programe, vojašnice, kaznilnice, socialnih stanovanj in na koncu še zapuščenost, tako da mu je to pustilo zelo devastirano podobo. Vendar je vzbujal eno strahospoštovanje s to svojo mrakobno dominantnostjo, velikostjo in obenem tudi krhkostjo teh napol porušenih dvoriščnih, predvsem dvoriščnih zidov. Ta podoba je prav izzivala neko strast, da zavihaš rokave in se spopadeš s to žalostjo. Med nami je bil Edo Ravnikar mlajši, ki je najbolje vedel, kaj narediti, da bo grad lahko oživel in da bo postal nekak Ljubljani v ponos, ne pa v sramoto, kakor je bil takrat. Pogled iz mesta navzgor ni bil prijeten. Danes je grad vabljiv prostor. Iz svoje mladosti pa se spominjam, da smo se ga izogibali. Ne? Na grad smo hodili na sprehode v glavnem v gozd. Medtem ko na dvorišče smo redko zašli, oziroma če smo zašli, je vendar kazal neko podobo propadanja. Ste imeli ti značilen duh ruševine, prahu, sušilo se je perilo, ne? Bali smo se stanovalcev, ne? Da jih ne bi zmotili. Bil je, kot rečeno, sramota mesto. Zato so si prizadevali ta grad oživiti, ta grad povezati z mestom, spet ga povezati z mestom, tako kot je bil nekdaj v zgodovini ves čas povezan. Saj je grad vendar dajal mero mestu. Ne? Grad je bil seveda pomemben in organski del mesta pod seboj. In ko se je on odtujil mestu, ne, je postal nekaj, kar ne pripada več mestu. Ponovno povezati grad z mestom ni pomenilo le obnoviti zidove. Pomenilo je vrniti odnos. Takrat v 70-ih letih ni bilo ne pri nas, ne v svetu podobnega zgleda, kot je bil ta naš. Ljubljanski grad je namreč bil v samem srcu Ljubljane, ogromen kompleks, pa zelo devastiran. Zato smo morali imeti svojo vizijo, svoje ideje, pionirske, tako rekoč. In tega se nismo ustrašili. Predvsem smo pa vedeli, da je prenova velikih kulturnih spomenikov možna samo z tem, da se sam vzdržuje. In to je bistveno izhodišče bil za vso prenovo. Ideje arhitektov so bile za svoj čas izjemno drzne in so odstopale od tedanje prakse spomeniškega varstva. Sprožile so dolgotrajna strokovna nesoglasja in pomisleke tudi pri takratnih mestnih oblasteh. Vmes so potekali tudi sodni postopki, ki so za več let povsem ustavili prenovo. Šele proti koncu 80-ih let prejšnjega stoletja se je na gradu začelo resnično sodelovanje strok, 3 arhitektov, konzervatorjev, arheologov in gradbenikov. Sodelovanje, ki ga je spremljal dialog in tudi burne razprave. Vendar smo bili dogovorjeni, da je razprava enakopravna, vsak mora povedati svoje mnenje in ga argumentirati, ampak tudi ima pravico povedati mnenje z kakšnega drugega področja. Krasno je bilo, da nas je vodil profesor Braco Mušič, ki je dopuščal razpravo, ampak je vedno usmerjal naše razgovore k končnemu skupnemu cilju v dobro Ljubljanskega gradu. Grad ni bil grajen kot dvorec. Njegovi prostori so ozki in obrambni.
Da je lahko postal odprt za ljudi, je bilo treba skriti vse, kar omogoča njegovo sodobno delovanje. Arhitekti so zato vso podporno infrastrukturo preselili v globino. Pod grajskim dvoriščem je v 2 nivojih nastalo 4770 kvadratnih metrov novih podzemnih prostorov. Navzven so globoki posegi delovali dramatično, a prav zato so zgodovinski prostori ostali neobremenjeni in grad je dobil novo življenje. Pomembno v naši prenovi je tudi originalnost statične sanacije. Mi smo bili zelo občutljivi glede zidov in strukture zidov, zato smo opustili to navado, ki je bila takrat v veljavi, da se zidove zareže in vajne vlije betonske vezi protipotresne. Mi smo to rešili na ta način, da smo na vrhu zidov postavili stroje za geološko vrtanje, izvrtali luknje z vrha do tal, do temelja v skalo, vložili jeklene dividak sidra, jih zalili z betonom in povezali na vrh z vencem. To se je izkazalo za odlično statično sanacijo. Drug princip statične sanacije, zanimiv, je bil ta, da smo te vzhodne trakte, ki so stali na nekdanjem zasipu obrambnega jarka, manjšega, starejšega gradu. Te trakti so bili zelo razmajani, smo jih morali dobro sanirati na raščena tla, zato smo jih podprli z jakor stebri na skalo in danes so to nastali novi prostori, zanimivi, ki jim pravimo skalni lapidariji. V lapidarijih se razkrije živa skala, naravna osnova, na kateri stoji grad. V teh prostorih so razstavljeni kamniti fragmenti, arhitekturni detajli in ostanki starejše utrdbe ter obrambnega jarka, ki so bili skriti pod zasutjem nekdanjega, manjšega gradu. Dolgo je veljalo prepričanje, da grajska planota skriva le malo arheoloških sledi. Leta 1988 pa so mlademu arheologu zaupali manjše raziskave, ki so razkrile plasti bolj zgovorne, kot je kdo pričakoval. To je pravzaprav prvi moj arheološki projekt, potem ko sem končal fakulteto in odslužil vojaški rok. Ideja je bila malce provokativna, ker takrat v bistvu Ljubljanski grad ni bil ravno to, kar je danes, ampak je bil na nek način malo odrinjen. Ni v bistvu slučajno, da je bil za spomenik lokalnega pomena razglašen šele 1986. Skratka, takoj potem sem nekako prišel na ta na novo razglašen spomenik in seboj pripeljal arheološko ekipo. Ampak ta arheološka ekipa je bila sestavljena iz 2 arheologov, eden od teh sem bil jaz sam, in 2 fizičnih delavcev, ki so jih takrat nam namenili gradbinci, ki so takrat že začeli s pripravami na tako celovito prenovo gradu. Torej 4 smo tvorili to veliko arheološko ekipo, ki je začela z raziskavami na Ljubljanskem gradu. Ekipa je začela z raziskavami na grajski bastiji, neposredno pod razglednim stolpom. Kmalu se je izkazalo, da v bistvu na tem mestu seveda ne odkrivamo samo stolpa piskačev, ki smo ga tako potiho tam sicer pričakovali, ampak da je ta stolp piskačev pravzaprav predelan in prezidan starejši vhodni stolp. Pa še hitro odkritje prav zgodovinskega kurišča na samem dvorišču sta popolnoma spremenila našo vlogo v skupini, ki je tisti trenutek skrbela in bdela nad prenovo samega gradu. Kar naenkrat je bilo seveda to podeseterjeno, to številčna zasedba arheologov. Arheološka ekipa je imela popolnoma drugačen status. Imeli smo čisto podporo tudi gradbincev, ne samo v bistvu tistih, ki so prenovo vodili. In v bistvu smo aktivno sodelovali pri prenovi. Do takrat so poznali prazgodovinsko pokopališče v dolini, nedaleč od današnjega mestnega jedra. Manjkalo je mesto živih, ki so torej živeli ljudje. Prav na grajskem griču. Najdbe so pokazale, da je bil poseljen že pred več kot 3000 leti. Od tod se je življenje postopoma širilo proti Ljubljanici. In drugo ogromno in za nas v bistvu pomembno odkritje
je vezano na obdobje, ki je pa meni še posebej pri srcu, to je v bistvu srednji vek. Ne, mi smo vse čas gledali ta grad kot grad, pa poskušali najti kakšne starejše elemente. Šele z arheološkimi raziskavami smo dokazali, da je na tem mestu stal tudi starejši, pravi srednjeveški grad, ki pa so ga zaradi pač drugačnih potreb do temeljev popolnoma porušili in na tem mestu potem zgradili ta grad, kot ga v osnovi poznamo danes. Ta starejši grad imenujemo Španhamski grad in se je ohranilo od njega samo nekaj zidov, nekaj temeljev. Arhitekti in konzervatorji so skupaj presojali, kaj ohraniti in kaj preoblikovati. Prenova je potekala po korakih. Najprej so utrdili grajsko lupino, obzidje in stolpe. Sledili so baročni dvoriščni trakti. In ne nazadnje tudi plasti težjih obdobij, vojašnice in kaznilnice. Tako je nastala uravnotežena in celovita predstavitev zgodovine in faza rasti gradu, uporabna za današnji čas. Hoteli smo, da je to naša faza tudi ena od rasti gradu. Kakor so bile prejšnje, je ta obnova svoja faza in ima svoj prostor na gradu, ki ga oblikuje za bodočnost in za sedanjost. Čeprav so bili načrti prenove jasni, so dvomi in kritike dolgo prihajali iz različnih smeri. Takrat je že se odprlo vprašanje, da kaj pa je avtentično v tem gradu. Sej grad, ki ga imamo danes pred sabo, je, kot vemo, tretji grad. Do kje segajo te arheološke raziskave in kaj je zdaj treba prezentirati? Katero plast? Avtorji so pa uspeli prezentirati pravzaprav vse plasti, s tem, da so seveda grad izkopavali v globino in ga seveda tudi povečevali v višino. Oni so povečali prostornino s tem raziskovanjem prostornino gradu, da bi lahko sprejela nove namene in nove funkcije. To se mi zdi edinstveno. V enem od grajskih prostorov so nekoč hranili smodnik, najnevarnejši zaklad grajske obrambe. Nekega dne naj bi med nevihto vanj udarila strela. Eksplozija je bila tako silna, da je grajska lesena vrata odneslo 4 kilometre daleč, čez polja, čez Savo, vse do Črnuč. A grad je preživel tudi to. Grad je bil in je še vedno naš učitelj. Ljubljanski grad je leksikon obrambne arhitekture, obrambnih ureditev. Predvsem lahko govorimo o obrambnih strukturah. Grad je postavljen na posebni lokaciji. Zasnova, tako tlorisna kot višinska, odraža spremembo v načinu vojskovanja in predvsem oborožitve v 15. stoletju. Takrat je ognjeno orožje začelo prevladovati nad prejšnjim hladnim orožjem in to se vidi naprimer v južni fasadi, kjer imamo celo serijo strelnic za različna orožja, od dolgega loka do samostrela, do manjših topičev in do kar velikih topov. Pri rekonstrukciji odprtin v zidovih so arhitekti brali sledi v kamnu. Obliko je narekoval grad sam. Znanje iz geometrije pa jim je pomagalo razumeti razmerja za izvedbo obokov brez malte, ki so jih kamnoseki v preteklosti izdelovali ročno. Ste se kdaj z mesta ozrli proti gradu in opazili, kako vas vedno znova čaka na obzorju? Po silovitem potresu leta 1895, ki je zamajal Ljubljano, sta avstrijski urbanist Camillo Sitte in slovenski arhitekt Max Fabiani zasnovala načrte, ki so mestu vzpostavili jasen odnos do gradu, kot njegove prostorske in simbolne osi. In značilnost njunih projektov je bilo prav v tem, da je grad predstavljal glavni motiv mesta, kateremu so pravzaprav usmerjali regulirane, na novo pravzaprav zastavljene ceste. Še posebej trikten pri tem delu je bil Camillo Sitte, ki je praktično vso mrežo historičnega mesta nekako usmeril k gradu kot glavnemu motivu. Tega se je seveda držal tudi Plečnik. Za Plečnika je bil grad simbolno središče tega mesta, ampak tudi prostorsko središče, kamor je usmeril vse mestne poteze.
Ljubljanski grad je bil in ostaja kompas mesta. Po njem Ljubljana usmerja svojo rast. Še vedno velja, da je višina grajskega stolpa tudi mera, do katere se da graditi stolpnica, in ta mera, točno vem, je 100 metrov. Grad čezmerno, kot rečeno, določa rast mesta v višino in v širino. Strehe so bile dolga leta nizke, potlačene. Odločiti se je bilo treba, kakšno podobo bo grad nosil naprej. Na koncu je po temeljiti in strokovni debati bila sprejeta odločitev, da se dvignejo slemena na posameznih objektih na gotski ali baročni nivo in da se uporabi lahka kritina iz kortena, torej jeklena, da bi pa poustvarili kar se da avtentični videz zgradb. Ob koncu 19. stoletja so žlebovi in otočne cevi skriti v srešini oziroma v zidovih. Korten, imenovan tudi jekor, na svoji površini tvori zaščitno plast, ki material ščiti pred vremenskimi vplivi. Opečna kritina potrebuje zelo veliko vzdrževanja, ta jekor pa ne, je pa praktično ne rabi vzdrževanja, razen tega je lahek, kar pa doprinese tudi k temu, da smo lahko naredili strešne konstrukcije lažje, tanjše, in to nam je omogočilo izrabo vseh podstrešij, kar se danes izkazalo za zelo koristno, ker smo spet pridobili nove prostore v tej fazi prenove. Strehe gradu so tako razgibane, da zanje ni bilo standardnih rešitev. Strešniki iz jekorja so bili takrat popolna novost. Lahkotnost materiala in dvig slemena sta prinesla 1210 kvadratnih metrov novih uporabnih površin pod streho. Za natančno razporejanje kar 133.300 strešnikov so arhitekti razvili lastno programsko orodje. V sodelovanju z matematikom Francetom Dacarjem so nastali natančni načrti, ki so samo 3 tipi strešnikov omogočili pokritje razgibanih in zahtevnih strešin brez enega samega prireza pri montaži. Do gradu danes vodi več poti, nekatere se vijejo počasi, druge prihajajo naravnost iz mestnega vrveža. Vsaka pot odpira drugačen vstop v njegovo zgodbo, včasih tih in zadržan, drugič razgledan in odprt. Z odprtostjo in dostopnostjo se je grad iz nekdaj zaprte trdnjave preobrazil v prostor srečevanj, dogodkov in vsebin. Ko sem začel svojo pot na Ljubljanskem gradu, sem mnogokrat slišal, da Ljubljanski grad pač nima svoje prave zgodovine. In predvsem zaradi tega sem ponosen, da smo skupaj s sodelavci v zadnjem desetletju in pol z številnimi programi in doživeti, mnogokrat tudi na inovativen način, nekako uspeli spremeniti to mišljenje. Ključnega pomena pri snovanju raznolikih grajskih vsebin so nam zgodbe. Zgodbe gradu, zgodbe preteklosti, ki jih je grad nosil in spreminjal skozi stoletja. Vse to v prepletu z atraktivnimi sodobnimi tehnologijami obiskovalcu že tako privlačno kulturno dediščino naredi še privlačnejša. In tako so nastali naši najbolj atraktivni doživljajski produkti, sodobne projekcije, audiovodniki, igre pobega. Ob 7 stalnih postavitvah, griču polnemu doživetju, prelepih razgledih, grajski kulinariki v povezavi z lastno vinsko zgodbo, vse to obiskovalcu ponuja celodnevno doživetje na vrhu Ljubljane. Po legendi je na grajskem griču nekoč živel zmaj. Še preden je tu stal Ljubljanski grad. Da bi ohranili mir, so mu prebivalci vsako leto darovali mladenko. Dolgo ni bilo junaka, ki bi se pošasti upal postaviti po robu. Dokler teh krajev ni prečkal vitez Jurij. Po napornem boju je zmaju zadal usodni udarec. Tla so se razprla in zmaj je izginil v globine griča. Zmaj na gradu živi še danes. Na vhodu obiskovalce pozdravi kroparski zmaj. V lapidarju je skulptura stkana iz več kot 2000 metrov aluminijaste žice.
Tudi arhitekti so pri prenovi vnesli zmajev motiv v detajle gradu, v kljuke vrat in stopnice. Zmaj pa ni ostal le na grajskem griču. Danes bdi nad mestom kot zaščitnik prestolnice. Da lahko danes našo bogato kulturno dediščino z vsemi vsebinami in programi približujemo obiskovalcem, je ključno, da so vsi zgodovinski prostori namenjeni javnosti ter prenovljeni v večnamenske prostore. Tako se lahko v naših dvoranah letno odvije več kot 500 dogodkov in tudi zato lahko rečemo, da je grad živa točka mesta. V zadnjih 15 letih smo z vizijo, da želimo postati najbolj obiskana turistična točka v Sloveniji ter stičišče družabnega in kulturnega življenja v mestu, obnavljali prostore in dokončali prenovo gradu. Vse skozi pa snovali in oblikovali nove vsebine. Vsak grad nosi sledi časa. Materialna kulturna dediščina seveda ni samo material, ampak je sporočilo. To je duhovno sporočilo o tem, kako je nastajala ideja, kako se je ta ideja realizirala, tako da nikakor ne moremo stavbne kulturne dediščine gledati kot kup kamenja, posebej, če gledamo zdaj Ljubljanski grad, ampak je to kamenje zloženo na zelo poseben, unikaten način, ki nam sporoča, kako so živeli, kako so ustvarjali ljudje pred nami. Na nek način si skozi to materialno dediščino podajamo roke. To se mi zdi pri ukvarjanju s kulturno dediščino nekaj najlepšega. Grajska kapela svetega Jurija je eden najstarejših ohranjenih prostorov gradu. Posvečena je bila leta 1489. Prvotno je bila zasnovana v gotskem slogu. V 17. stoletju so jo povišali in preoblikovali v baročnem duhu. Med prenovo leta 1992 so odstranili tančice časa in v kapeli razkrili prvotne okrasne bordure ter posvetilne križe, tihe priče, ki jih je grad varoval stoletja. Ko primerjamo Ljubljano z drugimi podobnimi mesti, ki imajo svoj grad na griču in reko, ki teče pod njim, potem hitro sprevidimo, da je Ljubljanski grad nekaj posebnega. Skozi dolga leta oživljanja je vendarle na koncu nastalo gornje malo mesto, rečemo, ki ima celo svojo postajo, ki ima svoj trg, okoli katerega so nanizane različne stavbe, ki so namenjene različnim dejavnostim, različnim funkcijam. Ima svojo cerkev, svojo koncertno dvorano in po drugi strani tudi muzej, pa ne samo muzej. Ne? On je tudi simbol in krona mesta pod sabo. Grajski grič prekrivajo gozd in travniki. Na njegovem južnem pobočju od leta 2016 raste grajski vinograd. Po trasi nekdanjega obrambnega obzidja že od leta 1905 poteka grajski drevored. Zelena ureditev prinaša senco in življenje tudi na grajsko dvorišče. Kljub obsežni prenovi v globini je eno drevo ostalo, kot živ spomin na preteklost. Na dvorišču še vedno stoji kostanj, ki je bil del drevoreda, po katerem so se kaznjenci sprehajali v senci po dvorišču. Ta kostanj smo čuvali ob vseh temeljitih posegih tudi v globino dvorišča in ga uspeli ohraniti tako, da še danes raste na dvorišču. Iz poznega 16. stoletja izvira eno najbolj krhkih odkritij z gradu. Čaša, ki je padla z višine in ostala skoraj cela. Ta predmet oziroma kozarec, o katerem pa govorim, je pa imel to srečo, da je padel v temu rekel, sanitarni prizidek. To pomeni, da je padel na mehko, ne? Da je bil ta sanitarni prizidek omejen, ne? Ni bil to prostor, kjer bi se koščki razleteli in zaradi tega smo ga lahko zelo enostavno tudi potem sestavili. Ne gre pa kar tako za nek tak predmet. Ta kozarec je bil izdelan verjetno eni od beneških steklarskih delavnic
je izjemno lep, pozlačenim robom, pozlačenim deblom. Skratka, iz rok pri upravljanju kakšnih potreb je padel nekomu, ki je imel dosti pod palcem. Sprva so arheologi podatke beležili ročno, na kartončke. Najti je bilo vedno več. Skozi desetletja se jih je nabralo več kot 17.000. Prav ob izkopavanjih na Ljubljanskem gradu je nastal eden prvih digitalnih sistemov za urejanje arheoloških podatkov v Sloveniji. Postal je temelj dela Mestnega muzeja Ljubljana in omogočil, da bogata zgodovina mesta ni ostala ujeta v arhivih, temveč je postala dostopna in berljiva. Danes lahko v prostorih Mestnega muzeja vidimo dragocenosti iz grajskega griča, tudi takšne, ki veljajo za izjemne v svetovnem merilu. Mednje spada španheimski kovanec, srebrni novec kovan v drugi polovici 13. stoletja v kovnici, ki je pripadala gradu. Bi pa posebej izpostavil dva novca, ki sta nedvomno nekaj posebnega. Zato, ker sta sočasni falsi. To malo tako se sliši, ampak gre v bistvu za sočasna ponaredka. Ne? Zdaj, sam čas je nekje tam 1160 do 1180. Skratka, če si takrat predstavljate, kako je tak srednjeveški čas zgledal z Ljubljano pa z gradom, potem vam je še bolj jasno, kako nenavadno je, da so že v tem času ponarejali denar. In glede na to, da sta ta dva ponaredka izdelana celo v eni zanimivi kovini, namreč v tem času so kovanci srebrni, ne, in po srebru se je potem tehtalo, koliko je vredna kakšna zadeva. Ta dva kovanca sta pa izdelana v svincu, ki je težji od srebra. Skratka, nekdo je poskušal nekoga malo tako prinesti okrog. Med razgledno teraso in skalo leži nekdanja ječa na prostem. Jetnike so vanjo spuščali z vrvmi, globoko v kamnito jamo. Nad njim je bila zgolj železna rešetka. Sončni žarki so žgali kožo, dež je kapljal po licih kot solze, zimski mraz pa je rezal vse do kosti. Njihova imena so pozabljena, a grad še vedno hrani spomin. Ljubljanski grad kot tak, mogoče zaradi svoje vloge v preteklosti, že sam po sebi skriva v sebi nekaj skrivnostnega, skoraj mističnega. Mogoče najbolj nepoznan del gradu, javnosti večinoma skrit še danes, je skrivni hodnik, ki je potekal pod grajskim obzidjem. Vse od vodnjaka pred peterokotnim stolpom na grajskem dvorišču pa do obrambnega jarka na zunanjem delu gradu. In tukaj je ena povsem zanimiva stvar, saj so tik nad izhodom tega skrivnega hodnika visoko v grajskem obzidju umestili grajsko stranišče. In to povsem namenoma. Z smradom so nekako hoteli morebitne sovražnike odvrniti od tega, da bi na tem mestu iskali skrivni izhod. Oskrba z vodo je tudi dragoceno poglavje na Ljubljanskem gradu. Imamo vsaj 4 različne sisteme pridobivanja, čiščenja in hranjenja pitne vode. Še posebej zanimiv je vodnjak na platoju pred gradom, torej tam, kjer se približujemo Ljubljanskemu gradu, in sicer zaradi vitla na gonilno kolo, torej na človeški pogon. V času kaznilnice sta v to kolo vstopala 2 kazneca in sta s hojo po kolesu poganjala vitl, da sta lahko dvignila velik čeber z vodo iz globine skoraj 60 metrov. To je nivo predora pod Ljubljanskim gradom. Ljubljanski grad se je skozi stoletja spreminjal, vedno v ritmu časa in njegovih potreb. Prelomno je bilo leto 1905, ko je grad prešel v last mesta. Je seveda že župan Hribar takoj prvo pomislil, da ga je treba nameniti prebivalcem mesta in tudi obiskovalcem, kot je sam rekel, kot nekaj, da bo nekaj posebnega. Seveda so se potem ukvarjali z gradom mnogi arhitekti, moram reči, ne samo Plečnik, predvsem pa Plečnik.
V 30 letih 20. stoletja je Jože Plečnik razmišljal o gradu kot kulturnem središču. Čeprav srednje stavbe ni preuredil, je s šansami pokazal novo razmerje med zgodovino in javnim prostorom. Že ko je urejal Šance, ne, je on razmišljal ustvarjalno. Ne. On je v bistvu pokazal malo zgodovine, ne, tega trnavskega dela gradu, po drugi strani je pa seveda to zgodovino tudi poustvaril na nek svoj način. Ga pretvoril pravzaprav iz nekdanjih okopov v nek tak razgledni park, bi lahko rekel. V času druge svetovne vojne je Boris Kobe uredil glavni grajski vhod in nekatere notranje prilagoditve. Ti posegi so grad ohranili pri življenju, a šele celovita prenova biroja Ambient je prinesla preobrazbo, ki je gradu omogočila, da je postal odprt in živ javni prostor. Predvsem smo želeli, da so ti večji prostori univerzalno večnamensko uporabni, danes in bodoče. To se pravi, ker ne vemo, kakšne bodo potrebe nekoč. Zato smo predvsem naredili zelo veliko elementov gibljivih. Tla se gibljajo, stropi se gibljajo, nekatere stopnice tudi, stene spreminjajo svojo obliko. Vse to daje eno dinamiko v uporabi in več možnosti za zanimivo dogajanje na gradu. Pomembno vodilo prenove je bilo, da v traktih ne ranijo zidov. Zato so nove medetažne plošče pritrjene le točkovno, z dividaksidri, tako da jih je mogoče nekoč tudi odstraniti. Tudi stopnišča niso zarezana v stene, temveč stojijo samostojno ali visijo pripeta na strešno konstrukcijo. Tako se novo giblje skozi staro, ne da bi ga preglasilo. Naš koncept prenove je zasnovan tudi na odločitvi, da bodo vsi novi elementi arhitekturni, ki so potrebni za funkcioniranje v današnjem času, opazno drugačni od dediščine. Ker je bilo treba prostore povečati, so arhitekti posegli s steklom. Z njim so dvorane odprli proti dvorišču in vanje spustili svetlobo. Da grad diha z več prostora in novo lahkotnostjo. Smo pa vse prostore, posebej velike dvorane, pazili, da so nekako nevtralno urejen kot interjer, da pride do izraza ta kamnita struktura in da so te uporabljeni materiali ponavljajo stalno skozi cel grad, so naravni in kompatibilni s tem kamnom, s tem kamnitim strukturam. Zaprav smo uporabili les, jakor in nerjaveče jeklo, to se pravi trajne materiale, ki zdržijo in ki so primerni za dolgoročno uporabo. Da pa smo malo te prostore povezali med sabo in jih malo otoplili, smo pa uporabili rdečo barvo za les, ki ni kar tako izmišljena samo zaradi toplote, ampak ima tudi eno zgodovinsko tradicionalno osnovo, da so včasih les utrjevali z volovsko krvjo, ga ščitili. Marsikateri obiskovalec gradu se vpraša, zakaj v njem ni tipičnih soban in grajskega pohištva. Razlog se skriva predvsem v njegovi zgodovini. Obdobje kaznilnice in poznejših socialnih stanovanj je pustilo najglobje brazgotine. V 20 letih prejšnjega stoletja je na gradu hkrati živelo več kot 500 ljudi. Mnogi med njimi si stanovanja drugje preprosto niso mogli privoščiti. Prostori so bili razdeljeni na majhna stanovanja. Grajski prostori so se spremenili v kuhinje in spalnice, a nobeno obdobje gradu mu ni vzelo volje do obstanka. Tako kot zima preide v pomlad in človek iz teme stopi v luč, je tudi grad vedel, po stiskah in bolečini pride čas prebujenja. Zdaj vsak v njem vidi nekaj drugega. Odrasli zgodovino in korenine, iz katerih je mesto zraslo, otroci čarovnijo. Otroška domišljija, ko gre za gradove, skoraj da ne pozna meja.
Mogoče bi otroku najlažje razložili grad, če bi ga primerjali z stražarjem, ki že stoletja varuje mesto pod sabo. Ali pa ga primerjamo s staršem, ki bdi nad svojim otrokom, mestom in ga spremlja od svojega rojstva na poti njegovega odraščanja. Danes Ljubljanski grad ni več ne stražar, ne starš, temveč star gospod, ki k sebi vabi obiskovalce, da spoznajo njegove skrivnosti in številne ostale zgodbe. Grad ni več zgolj priča preteklosti, temveč prostor glasov, umetnosti in življenja. Njegov utrip ustvarjajo ljudje. Motivacija in zavzetost pri delu, zvestoba in pripadnost zavodu, predvsem pa pozitivna delovna klima so tiste odlike, ki jih najbolj cenim pri delu 83 zaposlenih javnega zavoda Ljubljanski grad. Danes je grad odprt vse dni v letu. Postal je prostor srečevanj. Preplet kulturno-umetniških vsebin s področja glasbe, filma, likovno-galerijske umetnosti, programov za otroke, festivalov in stalne postavitve, lutkovni muzej, virtualni grad, slovenska zgodovina, kaznilnica, grajsko orožje nam omogočajo, da smo v svoji ponudbi dovolj privlačni, da smo najbolj obiskana turistična točka v Sloveniji, na kar smo seveda zelo ponosni. Grad kot živo bitje povezuje ljudi, njihove poti in ideje. Iz teh srečanj nastajajo vezi, ki trajajo. Skozi vsa leta našega sodelovanja, tesnega sodelovanja, so zarastle tudi prijateljstva, ki so bila strokovna, pa tudi še zares prijateljska. In sedaj še vedno z veseljem prihajam na grad zaradi tega prijateljstva med nami in do gradu. Na leto nas obišče več kot 1 200 000 obiskovalcev. Naša tirna vzpenjača, ki je leta 2026 praznuje že 20. obletnico delovanja, na leto pripelje več kot 500 000 potnikov. Letno ustvarimo več kot 10 milijonov evrov prometa in več kot 80% prihodkov je lastnih. Kulturno-umetniškim vsebinam in turističnim produktom smo dodali še novo dimenzijo, namestitveno dejavnost, ki nam je bila zaupana v upravljanju. Najprej najbolj kultni hostel v mestu, hostel Celica, kasneje pa še 2 apartmaja v stavbi Na Stolbi ob trasi tirne vzpenjače. To nam je dalo nov zagon, hkrati pa tudi večjo odgovornost ter nove priložnosti za nove ustvarjanja. Ideja o povezavi mesta in gradu z vzpenjačo se je rodila že pred več kot 100 leti, v času župana Ivana Hribarja. Uresničena je bila šele v okviru celostne prenove Ljubljanskega gradu. Konstrukcija iz stekla, jekla in kortena je zadržana in nevsiljiva, trasa pa poteka ob nekdanjem srednjeveškem obrambnem obzidju. Vzpenjača v manj kot minuti premaga 70 metrov višinske razlike. Za zasnovo sta arhitekta Majda Kregar in Miha Kerin prejela Plečnikovo medaljo ter najvišja priznanja za industrijsko in dolgotrajno arhitekturno odličnost. Skoraj celo generacijo Ljubljančanov je zaznamovala obnova gradu in posledično je bil del silhuete Ljubljanskega gradu tudi gradbeni žerjav, ki so ga postavili na grajski grič tik ob grajsko stavbo. In ta žerjav se je tako globoko zasidral v zavest Ljubljančanov, da so ga celo otroci risali na svojih risbah poleg gradu. Danes, ko je obnova zaključena, smo seveda veseli, da Ljubljanski grad kot silhueta sam kraljuje nad mestom kot krona, neobremenjen z gradbenimi stroji. Vogale kamnitega grajskega obzidja zaključuje 5 stolpov. Najmogočnejši med njimi je petrokotni stolp, nekdanji glavni obrambni vhod z vrha grajskega hriba na grajsko dvorišče. Ob prenovi so odstranili vmesne etaže in prostor odprli vse do strešne konstrukcije. Najvišji med vsemi pa je razgledni stolp. Njegovo razgledišče leži 400 metrov nad morjem. Ob jasnem vremenu se od tod razprostira pogled na tretjino Slovenije. Tako stolpi, nekoč namenjeni obrambi in nadzoru, danes ne varujejo več meja, temveč odpirajo poglede navzven in navznoter. Delo z gradom je bilo vseživljenjsko, zato je sigurno oblikoval tudi nas, projektante,
V tej dolgotrajni prenovi nas je grad utrjeval v odločnosti in vztrajnosti. Zato, ker je bilo vseh težav skozi to dolgo dobo veliko. Podpiral nas je v tem prepričanju, da če nekaj misliš, da delaš prav, da ne odnehaš, da vztrajaš. Na strehi, tik nad obrambnim hodnikom, ob vznožju razglednega stolpa, se je v razpokah nekoč propadajočega gradu tiho ukoreninilo seme bora. Ko so arhitekti začeli prenovo, ga niso odstranili. Okrog njegovih korenin so naredili korito in ga pustili rasti. Bor je ostal kot tiha priča vztrajnosti, ki vedno najde pot. Na drugi strani je treba tudi povedati, da imamo srečo, da so avtorji 50 let, pomislite, kaj to pomeni, vztrajali na svoji poti, ne? Da niso pravzaprav popuščali kritikom, da niso pravzaprav se prepuščali nekim kompromisnim rešitvam, ampak so svojo idejo izpeljali do konca. Zato je Ljubljanski grad tudi njihov spomenik, ne? Spomenik njihove odločnosti, kar je seveda v slovenski zgodovini redko, no? Da smo pustili nekim avtorjem, da svoje življenjsko delo dokončajo, tako kot si ga zamislili. Ko zdaj prihajam na grad, se počutim seveda kot doma. V tem dolgem času sem se udomačila. Opazujem ga z eno določeno skrbjo, če bo preživel dolgo časa, tako kot smo želeli, kako se bo obnašal v bodočnosti. Kljub vsem težavam smo veseli, da smo pripeljali prenovo gradu do konca, da je danes dostojen simbol mesta Ljubljane, da obiskovalci radi prihajajo van in da se radi vračajo. Lahko pa tudi rečemo, da je Ljubljanski grad kot stara pravljica, ki še ni rekla zadnje besede. Njegova nova podoba in živahno dogajanje na njem pa nakazujete na to, da ima ta pravljica srečen konec. Grad danes živi, ne kot kralj, temveč kot prijatelj. In vsak, ki pride, za hip postane del njegove zgodbe.